Matjaž, kaj je pa potem miselni kogito? A je to ta Descartov mislim, torej sem? Da, to je mislim, torej sem. To je, ko mislim, torej sem že v enem drugem položaju, že ne živim več direktno, že razmišljam, že ustvarjam svoj svet, že ustvarjam svet kulture, oddaljenosti od življenja. Vsi to počnemo, ves čas razmišljamo, primerjamo, ugotavljamo, sodimo celo. Ne? Okay. In kaj, tudi miselni kogito se tako kot psihični na 3 različne načine izraža? Kakšne 3 načine? Lahko bi govorili o 3 načinih, čeprav Immanuel Kant ga je predstavil kot čisti on je opredelil, tako imenovano kritiziral v pozitivnem smislu, opredelil, razdelil čisti povedal njegove osnovne značilnosti. Tle moramo omeniti še Husserla s transcendentalnim jazom in pa tudi seveda nekatere novoveške filozofe, ki govorijo o podvajanju sveta, ki so ugotovili to podvajanje sveta, torej miselni svet, ki je oddvojen od neposrednega življenja, ampak vendarle, če gledamo recimo neko arhetipsko razdelitev, ki jo ves čas že obstaja, torej tako imenovana miselna arhetipska polja v zodiakalni mandali se delijo na 3 vrste načinov razmišljanja, mišljenja, oblikovanja konceptov. To so spremenljivi način, ki pomeni govoriti čim več različne stvari, razmišljati, učiti se čim več različnih drobnih stvari, biti podkovan, podatke, to je tako imenovani kulturni ali mnogoteri miselni tip dvojčkov. Potem imamo primerjalni tip, ki primerja ponavadi 2 različna koncepta, 2 različni področji, pozitivno, negativno, se ukvarja z nasprotji, dan, noč, moški, ženska, tehta, to je tip komparativnega misleca ali tehtnice. In nazadnje imamo še najbolj mogoče čisti, tisti čisti, očiščeni, od življenja ločeni miselni tip, ki ima stalno kvaliteto, fiksno kvaliteto, tudi fiks namen, čiste koncepte, strukturo v razmišljanju in seveda vsi imamo vse 3 tipe, to moramo razumeti, kakor so tudi del zodiakalne mandale, to je tip strukturnega misleca ali vodnarja.